Doma, tukaj, pri nas, v Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji. Pozdravljeni, mesec september se izteka in v cerkvi v Sloveniji je bil zelo bogat z dogajanjem, še najbolj pa ga je zaznamovalo praznovanje obletnic povezanih s škofom Antonom Martinom Slomškom in njegovim godom. Danes boste lahko slišali, kaj je o blaženem škofu Slomšku, zavetniku učiteljev, povedal postulator za njegovo kanonizacijo, nadškof Marjan Turnšek, katoliškim pedagogom na 21. Slomškovem dnevu. V studiu bosta naša sogovornika frančiškan pater Janez Papa. Obhajamo namreč 160. obletnico prihoda frančiškanov v Maribor in članica gibanja Svetovni molitveni dan žensk Tanja Povšnar-Vrečar. Objavili bomo tudi daljši prispevek s tradicionalne svete maše za policiste in policistke, ki smo se je udeležili z našim mikrofonom. Vabljeni k poslušanju. Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu. Jutri v ponedeljek bodo godovali hieronim duhovnik in cerkveni učitelj, Gregor Armenski, škof, in Frančišek Burgija, redovnik. V torek Terezija deteta Jezusa, devica in cerkvena učiteljica, Emanuel škof in Remigij škof. V sredo angeli varuhi. V četrtek bo god svetega Evalda, mučenca, Kandida Žarka mučenca in Žerarja opata. V petek goduje sveti Frančišek Asiški, redovni ustanovitelj, ob njem Petroni škof in Ajmart opat. V soboto Apolinari škof, Flora devica, Placid redovnik in Faustina Kovalska redovnica. V nedeljo bo god svetega Bruna, ustanovitelja kartuzijanov, godujeta tudi Fides mučenka in Renato škof. Prihodna nedelja bo 27. med letom. V današnjem gospodovem dnevu. Dopoldan bo v župniji Krka, v tamkajšnji župnijski cerkvi svetih Kozme in Damjana ob 10. slovesna maša. Daroval jo bo škof Saje, po maši bo blagoslovil novo župnišče. V Ljubljani v župnijski cerkvi angelov varuhov v Zalogu bo ob 10. slovesna maša s posvetitvijo cerkve. Slovesnost bo vodil nadškof Zore. Opoldan bo v podružni cerkvi svetega Hieronima na Nanusu sveta maša. Nocoj bodo v Kopru, v stolnici Marijinega vnebovzetja, ob 20. slovesne večernice pred praznikom svetega Hieronima, zavetnika škofije. Ponedeljek. Jutri bo v Ljubljani ob ostankih Hemonske krstilnice na Erjavčevi 15 ob 16. uri sveta maša v latinskem jeziku v čast svetemu Hieronimu. V podružni cerkvi svetega Hieronima na Nanosu bo jutri ob 16. sveta maša na praznik svetega Hieronima. Torek. Vstopili bomo v nov mesec, oktober. Namen apostolata molitve v novem mesecu. Za deljeno poslanstvo. Molimo, da bi cerkev na vsak način nadaljevala vzdrževanje sinodalnega načina življenja v znamenju soodgovornosti, zavzemajoč se za soudeležbo, občestvo in deljeno poslanstvo med duhovniki, redovniki in laiki. V torek bo v Ljubljani na Kodeljevem v župnijski cerkvi svete Terezije deteta Jezusa od 9. do 12. ure in od 15. do 19. češčenje Najsvetejšega. Ob 19. bo slovesno bogoslužje vodil upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar. V torek bo v Sori v Karmelu svetega Jožefa in Marijinega brezmadežnega srca ob 17. sveta maša ob godu svete Terezije deteta Jezusa. Po maši bo blagoslov in podelitev vrtnic. V Mirni peči v Karmelu Marije kraljice angelov bo v torek ob 17. uri in 30 minut molitev rožnega venca, ob 18. pa sveta maša ob godu svete Male cvetke. Priložnost bo tudi za prejem škapulirja. Sreda. V sredo se bo v Vatikanu začela druga seja 16. rednega generalnega zasedanja škofovske sinode, ki bo trajala do 27. oktobra. Slovensko škofovsko konferenco zastopa celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki prosi za molitveno podporo. V sredo bo v Celju pri sveti Ceciliji, pri kapucinih, srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17. uri in 30 minut bo molitev rožnega venca, ob 18. pa sveta maša.
Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Petek. V petek bo v Spodnji Idriji v župnijski cerkvi Marijinega vnebovzetja ob 18. molitev ob relikvijah blaženega Karla Akutisa in odprtje razstave evharističnih čudežev. V Ljubljani v župnijski cerkvi Marijinega oznanjenja na Tromostovju bo v petek ob 19. sveta maša za beatifikacijo Franca Keka. Somaševanje bo vodil Jože Pibernik, župnik iz Kekove rojstne župnije Trebnje. V petek bo v Mariboru v baziliki Marije Matere Usmiljenja ob 19. sveta maša ob prazniku svetega Frančiška. Daroval jo bo provincialni minister pater Marjan Čuden. Sobota. V Mariboru v baziliki Marije Matere Usmiljenja bo v soboto ob 9. sveta maša, ob 10. pa slovesna akademija ob 160-letnici frančiškanov v Mariboru. V soboto bo v Ljubljani pohod za življenje začetkom ob 9:30 na Prešernovem trgu. Na gori, v župniji Sodražica, bo v soboto ob 12. uri blagoslov romarske poti in sveta maša, ki jo bo daroval nadškof Zore. Nedelja. V nedeljo bo v Mariboru v baziliki Marije Matere Usmiljenja praznovanje 160-letnice frančiškanov v Mariboru s svetimi mašami ob 8:30, 10. ob 11:30 in ob 19. V Tomišlju v župnijski cerkvi Device Marije svetega Rožnega venca bo v nedeljo praznovanje 120. obletnice župnije in 300-letnice posvetitve župnijske cerkve. Sveto mašo ob 9:30 bo daroval nadškof Zore. Na Teharjah bosta v nedeljo ob 11. obletna maša, nato pa spominska slovesnost za žrtve medvojnega in povojnega nasilja. Maševal bo nadškof Anton Stres. Želimo vam lepo nedeljo in vas vabimo k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Za nami je obhajanje godu blaženega Antona Martina Slomška, zavetnika učiteljev, vzgojiteljev, katehetov in kmetov. V nedeljo je bilo osrednje praznovanje Slomškove nedelje v Celovcu, kraju njegovega posvečenja v duhovnika. Krščanski učitelji pa so na Slomu in Ponikvi v soboto pripravili tradicionalni Slomškov dan. V dvorani na Slomu je zbrane nagovoril dr. Milček Komel. Sledil je kulturni program s podelitvijo Slomškovih priznanj. Prejele so jih Eva Čeč, Darja Mazi-Leskovar ter Jožica Terlikar. Naziv častni član Društva katoliških pedagogov je prejel Milček Komel. Po 12. uri so se udeleženci odpravili do župnijske cerkve na Ponikvi, kjer je slovesno mašo ob somaševanju duhovnikov daroval postulator za Slomškovo kanonizacijo nadškof Marjan Turenšek. Zbrani smo ob misli na blaženega škofa Antona Martina, ki je v tej cerkvi, na tem prostoru bil krščen in prejemal prve veroučne nauke. Tudi on je dobro vedel, da do omenjene harmonične osebnosti, kar je sam gotovo bil, ni enostavna in lahka pot. Jasno se je zavedal, da ni dosegljiva brez Božje milosti. Po današnjem evangeliju je tudi razodeto dejstvo, da če mladika ne ostane na trti, ne more obroditi sadu. Je povedal nadškof v pridigi in spomnil, da je Slomšek naš priprošnik, da bi najprej mi ohranjali živo povezavo med trto in mladikami. Omenil je nekaj načel, s katerimi je Slomšek kot pedagog usmerjal učence in učitelje. Takole je ena izmed njegovih misli. Učitelji naj pomagajo otrokom in staršem, da spoznajo otrokovo nadarjenost in usmerjenost. Zanimivo, ne najprej veliko znanja, ampak odkriti, kdo je ta človek, kaj nosi v sebi. Naprej pravi, najžlahtnejše delo v šoli je skrb za nadarjene ter skrb za srčno kulturo. Tukaj je videl bodočnost tudi naroda, v razvoju teh darov, ki jih je Bog položil v mlade otroke.
Učitelj, ki vodi mladino k pridobivanju vednosti in kreposti, k stanovitnosti ter državljanskemu pogumu, je vreden 100 centov zlata. Dober učitelj trudi se, da bo tvoja šola za življenje, ne pa za šolsko klop. Učiteljski stan je treba posebno spoštovati, ker so učitelji koristnejši kot najslavnejši vojskovodje. Slabim učiteljem pa bi bilo bolje, da kopajo celino in sekajo drva, kakor da bi najžlahtnejše blago, drage otroke, slabo učili in iz njih naredili divjake. Mnogi misli blaženega škofa so po Turnškovih besedah dobrodošle tudi v tem času, Slomšek pa je bil tudi zelo vztrajen, kar je lahko za zgled učiteljem danes. Srečanje so organizirali Društvo katoliških pedagogov, Slovenski katehetski urad in župnija Ponikva. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Bliža se slovesno praznovanje 160. obletnice prihoda bratov frančiškanov v Maribor, ki so se odzvali povabilu blaženega škofa Slomška. Na njegovo pobudo so prevzeli nekdanji kapucinski in kasneje minoritski samostan ter župnijo Svete Marije Matere Usmiljenja. Praznovanje bodo začeli na god svetega Frančiška 4. oktobra in ga sklenili v nedeljo 6. oktobra. Zgodovino njihove prisotnosti v Mariboru in jubilejno slovesnost je v pogovoru s Tonetom Gorjupom predstavil župnik in gvardijan frančiškanskega samostana, pater Janez Papa. Pater Janez Papa, kaj bi nam povedali o začetkih vaše cerkve v Mariboru? Trenutna cerkev Matere Usmiljenja, Bazilika Matere Usmiljenja, ne velja za staro cerkev, saj je bila šele leta 1900 posvečena, torej 124 let. So pa že pred tem začetki in danes sem tukaj ravno zaradi obletnice 160. naše frančiškanske navzočnosti v Mariboru. Že predtem so bili Frančiškovi bratje navzoči v Mariboru, že od 13. stoletja, bratje minoriti na Lentu, pa potem v 17. stoletju bratje Kapucini na sedanji lokaciji, kjer smo mi sedaj. Potem so jožefinske reforme vse to malo postavile na glavo, Kapucini so morali oditi, minorite so preselili na to lokacijo in naposled smo leta 1864 v Maribor prišli tudi bratje frančiškani. Kakšni so razlogi za prihod frančiškanov v Maribor? Ja, v bistvu so taki lepi razlogi. Ko je namreč škof Slomšek, blaženi, prestavil sedež škofije iz Šentandraža v Maribor, je kmalu ugotovil, spoznal, da za učinkovitejše delo z ljudmi, posebej Slovenci, naraščajočim mestom, številom prebivalstva v mestu, potrebuje mesto tudi še kakšne redovnike. Tako je povabil tako redovnice, šolske sestre, kot tudi brate frančiškane, posebej zato, ker so že omenjeno brate Kapucini in minoriti morali iti iz mesta in šele sicer po njegovi smrti 1864 pa so bratje frančiškani prišli ravno tako tudi šolske sestre v Maribor. In tako se je začelo neko novo obdobje skrbi za vse večjo mestno prebivalstvo. Bratom je bila zaupana ta predmestna župnija Svete Marije Matere Usmiljenja in tudi oskrba te milostne podobe Matere Usmiljenja. Ko smo se včasih peljali proti Mariboru in prišli v mesto, nas je vdaleč pozdravila velika opečnata cerkev z 2 zvonikoma. Zakaj gradnja tako mogočne cerkve? Torej, cerkev ni stara, šele dobrih 124 let, kar je posvečena. Gradnjo pa je narekovalo predvsem vedno večje število prebivalcev v tem delu mesta. Mesto se je vedno bolj širilo. Spomnimo, da je to čas 19. stoletja, vedno več industrije, vedno več prebivalstva gre iz podeželja v mesta in mesto se je širilo izmed svojih okvirov in tako v to predmestno župnijo Svete Marije in tudi v druge dele mesta prihaja vedno več ljudi, ki potrebujejo tudi prostor, kjer se zbirajo k bogoslužju. Cerkvica pred to sedanjo je bila majhna samostanska cerkev, še v času bratov Kapucinov, ki je bila seveda premajhna za vse ljudi in tudi za vse romarje, ki so prihajali v Maribor k Materi Usmiljenja. Zato je takratni gvardijan, pater Kalist Heric, začel s pripravami za to, da bi zgradili novo cerkev, pa seveda tudi nov samostan
In ko so zbrali vsa dovoljenja in tudi načrt je naredil arhitekt Richard Jordan iz Dunaja, tudi cesarski dvor je pomagal pri gradnji tega oziroma pri stroških te gradnje in počasi so stvari začele nastajati, začenši 1892 in kot rečeno s posvetitvijo nove cerkve 1900. Omenili ste milostno podobo Marijino. Verjetno je s tem povezana tudi razglasitev svetišča za baziliko. Nam lahko poveste nekaj o milostni podobi in o tem, kako je prišlo do bazilike? Ta milostna podoba, ki je sedaj v glavnem oltarju naše cerkve, naše bazilike Matere Usmiljenja, izhaja iz slovenskih konic. Zgodba pa je taka. Ob gradnji nove cerkve je bila ta podoba prenešena v to novo cerkev. In še danes, ob tem spominu na prenos te Marijine podobe v Maribor, 25. januarja, obhajamo tako imenovani patrocini, zunanjo slovesnost praznovanja Svete Marije Matere Usmiljenja. To, da je v tej cerkvi tudi potem novo zgrajeni, oziroma da se je sploh gradila nova cerkev zaradi te milostne podobe in vedno večjega števila ljudi, pa je pripeljalo takratnega škofa, dr. Mihaela Napotnika, tudi na misel, da bi tej novo zgrajeni cerkvi od papeža izprosil še kakšne posebne milosti oziroma, če rečemo, privilegije. Zato je najprej prosil, da bi bila ta cerkev povezana z baziliko Svete Marije Velike v Rimu, tako da je dobila te posebne privilegije glede odpustkov in potem tudi še papeža Pija X., da je dobila naziv Bazilika Minor. In to se je vse zgodilo v letu 1906, torej že 6 let po posvetitvi cerkve. Imamo 11. februarja povezavo s to baziliko Marije Velike in tem 7. novembra še imenovanje za baziliko. Vemo, da je Maribor postal slovenski Slomškom in da je to potrdil potem Rudolf Meister po prvi svetovni vojni. Kaj se je dogajalo v baziliki med obima vojnama? Ja, dejansko poteza škofa Slomška, da preseli sedež iz Šentandraža v Maribor, pomeni, da potegne središče svoje škofije sam sedež te škofije, ukrepi prebivalstvo, se pravi podeželje je bilo večinoma slovensko, oziroma slovensko, če kar rečemo, v mestih pa so imeli dokaj velik delež nemško govoreči ljudje in zato že prenos sedeža povzroči boljšo povezavo s prebivalstvom, to večjo slovensko zavest, ker vemo, da si je Slomšek močno prizadeval za to, da za narodno, kulturno in tudi jezikovno zavest slovenstva. In posledično je ta cerkev, ki je bila povezana s škofom Slomškom, ker je on povabil frančiškane v Maribor, tudi v tem, da so to cerkev kmalu začeli imenovati slovenska cerkev. Bila je to, kot rečeno, že predmestna župnija Svete Marije Matere Usmiljenja. Večina ljudi, ki so prihajali, so bili seveda Slovenci in tudi bogoslužje oziroma nagovori so bili v slovenskem jeziku. Posebna vest pa je tudi iz obdobja, ko je bil škof Slomšek, najprej je bil sicer pokopan na pokopališču, kjer je danes Ljudski vrt, stadion. To pokopališče je bilo v začetku 20. stoletja že v tem, da se ga počasi ukinja in naposled 1941 so bili njegovi posmrtni ostanki prenešeni iz tega pokopališča v kripto, v grobnico bazilike Matere Usmiljenja, kjer so počivali vse do leta 1978, ko so se začeli postopki za beatifikacijo škofa Slomška. Takrat so bili prenešeni v stolno cerkev v Mariboru. Tako da ta povezava s škofom Slomškom in slovenstvom je bila vedno prisotna, pač tudi sedaj skrbimo za to, da lepota slovenskega jezika bodisi v bogoslužju, bodisi v drugih dejavnostih nekako združuje in povezuje ljudi. Kakšno je sedanje stanje župnije vašega romarskega središča? Naši baziliki Matere Usmiljenja seveda slovesno praznujemo vse Marijine praznike, ker so tudi povezani z milostjo popolnega odpustka. Sicer naša župnija, kar je bilo nekoč predmestje Maribora, sedaj je v bistvu to samo središče Maribora, je skozi zgodovino se je žal primerilo, da je čez del naše župnije sedaj poteka hitra cesta, ki je močno razbila neko utečenost pa povezanost in tudi veliko ljudi se je zaradi tega moralo odseliti oziroma so dobili nova prebivališča, tako da se je število prebivalstva v naši župniji zaradi tega, ker je to postalo središče mesta in so drugi različni poslovni prostori, pa tudi en del tam v Melju je tudi še industrijski, so številčno dokaj okrnjeni,
ampak lahko pa rečemo, da sam obisk cerkve v bogoslužjih, tako med tednom, kot seveda tudi ob nedeljah, pa še vedno dokaj dober, tako da veliko ljudi se zateka pod okrilje Matere usmiljenja, tudi zato, ker tam v središču mesta so poleg tudi avtobusna postajališča in ko ljudje prihajajo, bodisi v zdravstveni dom k zdravniku ali kakšne druge opravke v mestu, se spotoma ustavijo tudi v naši cerkvi, da naklonijo nekaj trenutkov svojega časa tudi zato, da počastijo Gospoda in seveda pozdravijo Marijo. Pater Janez Papa, kako ste se pripravljali oziroma se pripravljate na praznovanje 160-letnice in kakšen program ste pripravili? Torej obhajamo 160-letnico prihoda. Skozi vse leto se nekako že spominjamo tega, že od praznovanja praznika Matere usmiljenja 25. januarja, tako sedaj nekako tak zunanji dogodek tudi za druge, ki jih zanima tematika, pa smo sedaj v okoli praznika svetega Frančiška pripravili še nekaj dogodkov. Tako sicer kot ponavadi bomo predvečer praznika svetega Frančiška, to je 3. decembra, tako kot v vseh frančiškanskih, kapucinskih in minoritskih cerkvah obhajali tako imenovani obred transitus, spomin smrti svetega Frančiška. No, potem pa na sam praznik bo zvečer med nami naš provincialni minister, pater Marjan Čuden, bo vodil slovesno mašo in nas nagovoril. Potem na soboto, 5. oktobra, bomo imeli nekakšno srečanje, začenši sveto mašo ob 9. uri, potem bomo imeli nekakšno akademijo z glasbenimi gosti in tako imenovanim, smo poimenovali zgodovinarskim klepetom. Med nami bodo 3 zgodovinarji, dr. Aleš Maver, dr. Martin Bele in profesor Hajdinjak, ki se bodo tako porazdelili tematiko, pogled na mesto Maribor, dogajanje, vse tja od srednjega veka naprej in umeščenost tudi redovnikov, frančiškanov in drugih v samo dogajanje in kako je nastajala zgodba okoli Matere usmiljenja, prihoda frančiškanov in umestitve v prostor do današnjih dni. V nedeljo pa seveda pride tako imenovana Frančiškova nedelja, torej tudi še praznovanje pri vseh nedeljskih svetih mašah in spomin o prazniku svetega Frančiška. Ne smemo pozabiti, da letos ravno obhajamo 800-letnico vtisnjenja ran svetemu Frančišku, tako da bo tudi to ena od vsebin tega nedeljskega praznovanja. Pater Janez Papa, hvala za predstavitev praznovanja vašega jubileja, tudi za 160-letno zgodovino prisotnosti frančiškanov v Mariboru in tudi za kratek sprehod v daljno zgodovino vaše milostne podobe, ki je pripeljala potem do bazilike. Hvala vam. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. V cerkvi svetega Martina v Srednji vasi v Bohinju je pred tednom dni potekala jubilejna 20. sveta maša za policiste in policistke. Ob somaševanju številnih duhovnikov jo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje, pridigal je ljubljanski nadškof Stanislav Zore. Udeležili so se je tudi evangeličanski škof Leon Novak, grko-katoliški župnik Ivan Skalivski, minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar, generalni direktor policije Senad Jušić, direktor policijske uprave Kranj Uroš Povalej, ustavni sodnik Ernest Petrič, bohinjski župan Jože Sodja ter številni drugi predstavniki cerkve, policije in lokalnih skupnosti. Tam je bil tudi Rok Mihevc. Pri prvi sveti maši za policiste je bil na poseben način v mislih pokojni policist Stane Platiša, ki je umrl v plazu novembra leta 2000. Od takrat je sveta maša na pobudo policista Aleša Rozmana postala vsakoletno srečanje policistov in njihovih družin. Kot je pri pridigi spomnil ljubljanski nadškof Stanislav Zore, takrat duhovna oskrba še ni bila vzpostavljena, sedaj pa je utečena, za kar se je zahvalil pristojnim. Čeprav delate za ljudi, ki so pri opravljanju svojega poklica v uniformi in imajo orožje, je pomembno, da se v vsakem srečanju in pogovoru zavedate, da je pred vami človek. Storite vse, da bodo policisti in policistke v vas imeli trdno oporo za dušo in za duha.
Spomnil je tudi, da se vsi premalo zavedamo pomembnosti njihovega poklica, saj v zadnjem času večkrat beremo, da so deležni besednih in dejanskih napadov. Vi ste z vašo medsebojno povezanostjo in oporo, glas razuma in modrosti v te naše večkrat neravno zdrave razmere. Zahvaljujem se vam tudi za skrb, ki jo izkazujete do naših duhovnikov, župnišč in cerkva. Cerkve in župnišča velikokrat stojijo nekoliko odmaknjena od ostalega naselja, so privlačna tarča za razne nepridiprave. In vrh tega je duhovnik v župnišču običajno sam. Zato se zlikovci čutijo še bolj varne. In na vsak klic se takoj odzovete in prav po vaši zaslugi je sedaj vlomov in ropov manj, a se še vedno pojavljajo. Zato naše duhovnike še vedno priporočam vaši skrbi. Žal vam dela ne bo nikoli zmanjkalo, vendar vedite, da zlo nikoli ne bo imelo zadnje besede. Zlo se izčrpa, ker nima življenja v sebi. Na koncu bo zmagalo dobro. Tudi po vas, po vašem delu, po vaši zvestobi. Tudi evangeličanski škof Leon Novak in grko-katoliški župnik Ivan Skaljivski sta se zahvalila za nesebično pomoč. Poskrbeti za varnost drugih, ne glede na lastno ogroženost, je plemenito in človekoljubno. Mnogi izmed vas so pri tem darovali najžlahtnejše zaklade, svoje zdravje, včasih pa tudi celo življenje. Tisti, ki varuje druge, ki varuje njihovo življenje, ima pravo angelsko službo. Kdor pazi na tujo lastnino in na integriteto osebnosti, kdor odvrača hudo z opominjanjem in preprečevanjem hudega in zla, ta je zagotovo v službi po Božji volji. Dragi policisti, vse to in še marsikaj drugega ste prav vi in so vaše službene dolžnosti. Samo to si lahko želimo, da bi vsak izmed vas vse to čim bolje in po vesti izpolnjeval. Poslanstvo je veliko in težko, naj vam Bog pomaga in pomagajmo tudi drug drugemu. Bohinjski župan Jože Sodja pa je poudaril pomen srečanja za vso skupnost. Policijska maša ni zgolj trenutek spomina, temveč tudi izraz globokega spoštovanja do vas, policistk in policistov, ki vsakodnevno skrbite za red in mir. Vaša vloga v družbi je izjemno pomembna, a pogosto premalo cenjena. Kot civilisti imamo včasih različne pričakovanja do policije, vendar se premalokrat zavedamo, da ste pri svojem delu vsak dan izpostavljeni nevarnostim in tveganjem. Fotoutrinke policijske maše si lahko ogledate na naši spletni strani. Poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Svetovni molitveni dan žensk je v Sloveniji kar dobro poznan. V zadnjih letih iz bogatih vsebin bogoslužja, ki ga pripravijo na prvi petek v marcu, črpajo tudi vsebine za mame z otroki. Tako zanje pripravijo duhovno sprostitveni vikend, ki bo letos 5. in 6. oktobra v hiši Kruha pri Svetem Duhu. Meta Potočnik se je pogovarjala s Tanjo Pavšnar-Vrečar. Glejte, to, da želite te vsebine svetovnega molitvenega dne žensk podati predvsem mamam z otroki, je pravzaprav zelo naravno. Zakaj ga njim priporočate, kakšne so vaše dosedanje izkušnje? In smo res veseli, da lahko ponudimo takšno mešano, duhovno in sprostitveno vsebino tudi mamam, ki so zelo obremenjene. Kot vemo, skrbijo za veliko stvari, hodijo v službo, za otroke, za dom, še za kakšno drugo stvar, tako da res pride prav, da morda občasno presekamo s to dnevno rutino in se tudi malo poglobimo in posvetimo sebi in svojemu duhovnemu življenju. Pričakujemo približno 15 mam z otroki in imamo takšen program, da je res prilagojen. Ni zelo natrpan, imamo pa takšne duhovne vsebine, kot potem tudi sprostitvene. Te duhovne vsebine sledijo oziroma povzemajo bogoslužje svetovnega molitvenega dne. Za sprostitev pa gremo na primer na sprehod v gozd, imamo umetniške delavnice, veliko je pogovornih uric, tako da mame se res lahko odločijo, kaj mu stresa. Mame pridejo in se udeležijo tistega dela, ki jim je všeč. Sporedno
Poteka pa otroški program, kjer imamo posebne animatorke, ki skozi igro, petje, razne delavnice, skupaj z otroki spoznavajo ekumenske vrednote in pa otroško bogoslužje svetovnega molitvenega dne. Svetovni molitveni dan pripravlja v bistvu ločeno bogoslužje za odrasle in prilagojeno za otroke. Zdaj, kako se je rodila ta ideja, je že par let stara. SMD je o Mama vikendu razmišljal že leta 2019 in smo takrat pričeli v bistvu zbirati namenska sredstva, ker smo želeli mamam brezplačno omogočiti udeležbo na takšnem vikendu. In zdaj ta vikend smo želeli organizirati v živo in smo zato ta začetek potem prestavljena po koroni, ker takrat so bile omejitve kar hude. Tako da smo prvega organizirali leta 2022 pri Svetem Jožefu v Celju. In to je bil odličen vikend. Mame z otroki so bile res zadovoljne s programom in smo potem kar rekli, da bo to postala nekakšna naša tradicija, da bomo nadaljevali s temi vikendi. Lani smo potem prvič gostovali pri Svetem Duhu, kjer bo program tudi letos. Tam nam je bila lokacija zelo všeč. Vsako leto je ta vikend obarva nekoliko drugače, v skladu s trenutnimi tematikami in državami, ki predstavljajo svetovni molitveni dan in pripravljajo bogoslužje. Tako da bodo letos v programu vpleteni eksotični Cookovi otoki in pa Psalm 139. Tako, zdaj ste mi pravzaprav že vzeli vprašanje iz jezika. Nekaj več o teh Cookovih otokih, namreč ta del Polinezije je res daleč od nas. Kaj lahko že zdaj poveste o tem delu sveta? Seveda vemo, da bo bogoslužje potem potekalo prvi petek v marcu. Drži, prvi petek v marcu, to bo 7. marca, se nam bodo predstavili Cookovi otoki. Ženske pripravljalke zmeraj pripravijo informacije tudi o svoji državi, tako da takrat bomo izvedeli malo več, videli slike, ampak ja, že tako po imenu Cookovi otoki se nam zdi to nekaj zelo eksotičnega, barvitega, seveda so oni sredi morja. Cookovih otokih je precej tropsko, veliko sonca, veliko dobre volje. Tako da so takšni, bomo rekli, za nas poskočni, tudi ritmi njihovih pesmi so takšni, tako da mislim, da bo vsem zelo zanimivo. Kar mi izvemo skozi zgodbe žensk, ki so predstavljene v bogoslužju, torej tudi čez bogoslužje dobimo določene informacije, so pa take, bom rekla, mešane zgodbe. Nekatere so zelo vesele, nekatere imajo pa tudi kakšen grenek priokus. Če recimo morda izpostavim gospo, ki je predstavila svojo stisko iz mladih let, predstavila je, bomo rekli, nasprotje med svojim maternim jezikom, ki so ga govorili doma, ki so ga babice preko tradicije prenašale na svoje vnuke, in med šolami, ki so otroke silile, da se učijo angleško. Takšna stiska je v marsikateri ženski prinesla nekakšno razdvojenost. Želela si je svojih tradicionalnih vrednot, preko teh vrednot so seveda tudi se prenašale krščanske vrednote, ne samo morda kako se nekaj skuha, kako se nekaj pripravi, kakšne so njihova obredi in praznovanja, ampak tudi jezik, ki je temu bil seveda ustrezen. V angleščini so jih pa strogo prisiljevali, da govorijo angleško, da se učijo angleško, da vse predmete v angleščini obravnavajo. In če so govorili v svoji maorskem jeziku, ki so ga uporabljali doma, so jih zaničevali, se jim posmehovali, včasih so bili celo klicani na zagovor. Tako da imamo takšno mešano sliko, kjer nam predstavijo, na kaj so ponosne, na svoj maorski jezik, na svojo tradicijo, kako se prepleta vira s to tradicijo, in na drugi strani nekakšno globalni vpliv oziroma kolonialni vpliv iz tistih časov, ki jih sili v usmirjene tirnice tja, kamor one si v bistvu niso želele. In da vseeno te vrednote, jezik, kultura so preživeli skozi čas. Predvsem zahvaljujoč res trdni viri, da je to nekaj, kar je vredno predati otrokom. Tako, to je res čas, ki je na nek način za nas oddaljen, pa vendarle posledice so tukaj in so
vse to vendarle verjamemo del Božjega načrta. Vključen v to bogoslužje bo tudi Psalm 139. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Čisto na kratko, ta lep psalm, zakaj je tukaj notri na vrsti? To je pa zelo zanimivo vprašanje. Svetovni molitveni dan na določeno obdobje izbira prijave držav, ki želijo, da bi napisale bogoslužje. V bistvu se država kot pisateljica prijavi, lahko pa odda tudi samo predlog, kater naslov oziroma kater citati Svetega pisma bi uporabili v tem bogoslužju, katera bi bila tema bogoslužja. In na mednarodnih srečanjih, ki jih imamo 5 oziroma 6 let, voditeljice Svetovnega molitvenega dneva izberejo določeno komisijo, ta komisija pa opravi žrebanje, ki za posamično leto izbere, katera bo država pisateljica, s katerim naslovom in s katerim citatom. Tako da te kombinacije so dejansko izžrebane, ampak so neverjetne. To je tako navdihnjeno strani Svetega Duha, da zmeraj odlično paše skupaj. Letošnje bogoslužje, obeležili ga bomo v petek 7. marca, naslov je Čudovito sem ustvarjen in to je en vers iz Psalma 139. Če ga morda preberem, vers 14. Zahvaljujem se ti, ker sem tako čudovito ustvarjen. Čudovita so tvoja dela, moja duša to dobro pozna. Če pa morda preberem še začetek Psalma 139. Gospod, preizkusil si me in me poznaš. Poznaš moje sedenje in moje vstajanje. Oddaleč razumeš moje misli, opazuješ moje potovanje in moje počivanje. Spoštovana Tanja Povšner-Vrečar, hvala lepa za vse to. Gotovo bomo še o tem kdaj poročali in povabili na bogoslužja, ki bodo v marcu potekala v različnih slovenskih krajih. Hvala lepa. Hvala tudi vam. To je bilo vse v tokratni oddaji Utrip Cerkve v Sloveniji, ki sem jo uredila Petra Stopar. Zahvaljujem se vam za pozornost in vam želim lepo nedeljo. Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.